je pa tudi nekaj drugega. Ne? Morda v tistem času ste oziroma smo nekako hodili po Jugoslaviji na tekme, na Marakanu, na JNA, v Split. Ni bilo tako tuje. Zdaj pa recimo predvsem mladi hodijo na Allianz Areno, San Siro, Dele Alpi in tako dalje. Čisto tuje. Mislim, v bistvu je mladi fanti se spuščajo v neko negotovost. Bom rekel, primer imamo v Mariboru zelo svež fant, ki je bil v Münchnu 860, je se zdaj vrnil, ker enostavno ni šlo. Zdaj, veliko je bilo tudi pisanega glede vaše kariere, takšne in drugačne, me vseeno zanima, ker papir prenese dost, kamera pa malo manj, pa me zanima z vaših ust. Koliko blizu ste bili dejansko v nekem trenutku prestopu v Real Madrid? Zelo blizu. Kako blizu je to? Tako blizu, če bi rekel, ja, bi šel. Ampak zakaj potem pa padel ta prestop v vodo? V katerem času bi bil v bistvu takrat? Pred prestopom v Valencijo. Aha, se pravi takrat iz Olympiakosa. Ja. Potem po končani karieri se je nekaj časa govorilo o Dinamu, da boste nekako zadnjič oblekli oziroma v svoji karieri dres zagrebškega Dinama. Tudi to se potem ni uresničilo. Dobro, mislim, jaz sem dobil eno ponudbo Dinama, ki je pač nisem sprejel. Se pravi, konkretno je bila ponudba na mizi? Bili smo se pogovarjali konkretno, bilo je vse, bom rekel, praktično dogovorjeno tisto, kar bi naj bilo, ampak sem si dal čas za razmislek in enostavno se mi je zdel prevelik rizik za te, ker Dinamo takrat bil v eni veliki krizi, zdaj jaz pa ravno nisem bil kriv za to krizo in ne bi rad, v tistem času sem pač ne bi spadal glavni krivec za vse njihove slabe rezultate. V tistem času se je tudi govorilo, oziroma nekje sem zasledil, da ste bili tik pred prestopom v Arsenal. Tudi. Se pravi, ste imeli stike z Arsenem Wengerjem? Ja, že ko je on treniral Monako. Monako sva se čula, potem ko je treniral Arsenal, sem bil sportu, me je želel, ampak so pač stvari potekale drugače. Po vaših igrah na Evropskem prvenstvu so menda ponudbe kar deževale. Zelo blizu ste menda bili tudi siru Alexu Fergusonu v Manchester Unitedu. Tudi. Zakaj spet ne? Poglejte, v bistvu jaz sem delal tisto, kar je najtežje. Dobro igral in ponudbe je bilo ogromno in sem lahko zbiral. In jaz sem izbral Valencijo. Zelo preprosto. Konkretno, zakaj ste Valencijo takrat izbrali, če ste imeli recimo takrat na mizi ponudbo Valencije, Manchester United, pa ne vem, morda verjetno tudi Arsenala? So stvari, ki morajo stati skrivnost.